Čisto navaden dan v pravlični deželi je bil. In policaj Buldog si je želel, da ne bi bil policaj. Hotel je, da bi se zgodilo nekaj izrednega. Če bi, na primer, Leopold vozil prehitro, bi policaj Buldog zapisal njegovo ime in rekel: "Svarim vas, gospod župan, če se bo to ponovilo, boste plačali kazen." Toda Leopold je vozil ravno prav, ne prehitro in ne prepočasni. Buldog je hodil naprej in iskal pravo policijsko delo. Jutro, Fredi, kakšno vlam? Kje pa, jaz še zaklepam. Mogoče bi bilo bolje, če bi, nikoli se ne ve, bolje drži ga nego lavi ga. V pristanišču je kapitan Mrož, tako kot vedno, pripovedoval zgodbe o zakladih. Nekoč na morskem dnu, na kakih 40 sežnjev globoko, je ležala skrinja z zakladom, polna zakladov, seveda. Zgodba je bila res razburljiva. Ko bi se vsaj res zgodilo nekaj razburljivega, in potem jih je zagledal stopinje. Stopinje? To niso bile navadne stopinje. To niso navadne stopinje. Odtisi nog ogromne pošasti, ki so se oddaljevali od morja. Pošast je prišla iz morja, ujoj, še več jih je in še več. Ena, dve, umakni se, sledi boš zabrisal. Kakšne sledi? Tiste, ki jih je pustila pošast za seboj, pošast iz morja. Za menoj. Sledi so vodile do Krokijeve hiše, naravnost k njegovim vratom. Ojoj, to mi ni nič všeč. Mogoče je pošast stopila in požrla kroke za zajtrk. Ali pa za kosilo. Ali pa za malico. Če ga je, potem jo bom zaprl. Na Krokiju ne bo to nič več pomagalo. Ubogi Kroki, joj, kako mi ga je žal. Samo na en način lahko ugotovimo, kaj se je zgodilo. V imenu zakona odprite. Ojoj, gotovo ga je pošast požrla. Če pa si dokaze razlagamo drugače, ugotovimo, da ga je morska pošast odlekla v svoj brlog. Te sledi vodijo k morju. Temni se. Hodite ti za menoj. Edvarci tukaj. Tukaj sem takoj za tabo, Berti. Max? Takoj za Edijem. Bodi. Takoj za Maxom. Dobro, držite se skupaj. Nočemo, da bi pošast še koga dobila. Premikajte se tiho, mogoče je čisto blizu. Prihaja iz morja. Išče še koga, da bi ga požrla? Mogoče pa je Krokijevo hišo spremenila v svoj novi dom, iz katerega bo napadala. Pridite, tam je bomo presenetili. V imenu zakona odprite. Kaj? Aretirana si, ker si žrla ljudi. Kroki, saj to si ti. Kdo pa naj bi bil? Mislili smo, da te požrla pošast. Si jo videl? Pošast? Nobene pošasti. Preveč sem bil zaposlen z iskanjem zaklada, o katerem kapitan Mrož govori ves čas, kaj? Samo trenutek. Zdaj razumem. Pošast si bil ti. Sledili smo stopinjam tvojih plavuti. No, tako sem rešil svoj prvi primer. O izginjajoči pošasti. Ura v pravlični deželi je bila ob vsaki polni uri. Toda danes ob 7 ni bila. Tudi ob 8 ne. Ob 9 prav tako ne. Ko je šla Katarina v Fredijevo trgovino, je bila ta še vedno zaprta. Zaspal je, ker ga zvonjenje ni zbudilo. Fredi, zbudi se. Fredi. Katarina, dobro jutro. Ko je Leopold ugotovil, da ura ne bije, se je odločil, da je treba sklicati sestanek, saj je bila zadeva dovolj resna.
Tišina, tišina. Odpiram sestanek. Zbrali smo se, da se pogovorimo o zvonjenju ure na mestni hiši. Bili, koliko časa boš potreboval za popravila? Zobce je treba ponovno izpiliti, že leta in leta jih nisem, pa šrobove koles, veliko dela je, lahko traja tedne in tedne, brez zvonjenja predolgo. Ima kdo kak predlog? Prosim lepo. No. Kaj pa je to? 1 ura. Ja, jaz bi lahko trobil čas svojim revcem. Lahko trobim zelo glasno, poslušajte. 2 uri. Odlično, Edvard. Jaz pa bi lahko ob 3 trikrat zatrobil sireno na avtu. Ob 4 bi se pa lahko oglašal z rogom za meglo. Ob 5 bi pa jaz lahko zapela. Ob 6 bi pa jaz lahko zažvižgal, če ne bom kje česa preiskoval. Jaz pa mogoče ne bom imela dovolj časa vsakih 5 ur. Že vem, zakaj ne bi vzeli gramofoni in posneli vseh teh zvokov. Plošča bi se zavrtela ob vsaki polni uri, mi pa bi bili prosti. To bi bilo super. Kaj mislite? Gramofon bi lahko povezali z uro. Ja, seveda. Ja. Pripravite se za snemanje. Razumem. Imate kaj proti, če jaz začnem? Zdaj imam izredno čist in lep glas. Seveda. Snemamo. Razumem, gospod. Do, re, mi, fa, so. Mislim, da bom morala še enkrat začeti. Nisem dobro zadela. Drugič. Razumem, gospod. Do, re, mi, fa, fa. 26. Razumem, gospod. Fa, la, la, so, re, mi, do, re, fa. Hana, žal mi je. Še za 11 ur moramo posneti zvokov. Jaz sem se trudila. Odlično. Zakaj ne bi bili nekaj posebnega za polnoč? Zakaj ne bi vse zvoke zmešali? Odlična ideja. Bravo. Naslednji dan je ura bila ob vsaki polni uri. Toda vsi so čakali na polnoč. Edvard, Max in Boni so mukoma ostali budni. Toda ko je prišla polnoč... Edina težava je bila v tem, da so vsi pozno vstali, ker so šli pozno spat. Pozno pa so hodili spat, vse dokler Bili ni končno popravil ure. In je ta spet redno in mirno bila.